slabovidni oziroma tisti, ki imamo še nek ostanek vida, pri svojem delu z računalnikom uporabljamo različne prilagoditve, da smo hitrejši in bolj učinkoviti oziroma morda, da sploh lahko uporabljamo računalnik. Ena izmed takih stvari je zagotovo lahko tipkovnica za slabovidne, kjer lahko vidimo, da je vse precej večje. Druga zelo pomembna stvar, ki nam tudi večini nas koristi, so večji monitorji. Ena tudi zelo osnovnih stvari, ki jo uporabljamo, zelo pomembnih, je pa povečava z Microsoftovo lupo na računalniku. Ta je integrirana oziroma se jo dobi že v vseh Microsoftovih sistemih, je že naložena gor v samem štartu. To pa uporabljamo na tak način, da se jo v startnem meniju v bistvu samo odpre. Tako da zdaj tukaj lahko vidimo, da je že vžgana, ker je v orodni vrstici. Potem pa s pomočjo, v tem primeru zdaj tukaj na tej tipkovnici, Microsoftove tipke pa plusa za povečavo, si zadevo na zaslonu povečamo. Premikamo se potem normalno s pomočjo miško po zaslonu. Seveda lahko tudi potem odpovečamo z pritiskom na Microsoftovo tipko in minus. Takole. Pa dajmo mogoče zdaj pogledati, recimo, da bi želela si odpreti Wordov dokument. Takole. Tako, si prikazal. Dam na celozaslonski način. In na takšen način potem lahko normalno slabovidni uporabljamo računalnik. Slabovidni oziroma osebe, ki imamo še ostanek vida, za povečanje različnih tekstov in podobno uporabljamo največkrat elektronsko lupo, s katero lahko povečujemo besedilo in na takšen način potem beremo. Lahko pa spreminjamo tudi različne kontraste. Namreč različnim osebam lahko odgovarjajo različne vrste kontrastov. Prav tako se pa uporabljajo tudi bolj klasične lupe, ki niso elektronske, pa vendar služijo lažjemu branju zaradi povečave. Predstavljam namizno elektronsko lupo, ki seveda je tudi pripomoček za branje, omogoča pa razen spreminjanje povečave različnih barv, kontrastov, tudi še druge stvari, na primer pisanje. Potem lahko recimo izpolnjujemo kakšne obrazce, recimo, ne vem, na takle način, kar zelo prav pride pri večini dela v pisarni. Res pa je, da je zelo velika, zato je treba imeti precej prostora za tako lupo. Za različne uporabnike pridejo prav različne nastavitve, različni kontrasti, različne povečave. To imajo vse elektronske lupe, možnost, da jih lahko spreminjamo. Nekatere druge lastnosti so pa odvisne od cene in firme. Za delo v pisarni poleg računalnika slepi lahko tudi uporabljamo braille stroj. Braille stroj nam pač služi za beležke, za kratke zabeležke, ko mogoče slišimo, ko se s kom pogovarjam po telefonu, nam pol se na hitro nekaj zabeležimo. To je podobno kakor osebe, ki nimajo problem z vidom.
ko si delate zabeležke na listke in si jih pol lepite okrog po računalniku in se po mizi. Tako mi pa zato upravljamo pač Brailleov stroj. Se pravi, tukaj damo noter list. List se tako zavija, pri nas je pač ta problem, da so te zabeležke na večjem listu, sicer lahko so tudi pač manjše listke delaš, da je mogoče še lažje. Se pravi, jaz, ko dobim neko informacijo, ko je treba zabeležiti, napišem recimo, kdo mi je poslal, tukaj sem napisal Janez in pol recimo njegova številka. Tako da in pol ves, kadarkoli rabim, v bistvu lahko samo na hitro preberem tukaj in je, v bistvu imam hitro informacijo, mi ni treba pol brskati po računalniku, po odprtih zavihkih, kje je zdaj ta informacija, da lažje da pač hitreje delo tudi steče. Slepi pri delu v pisarni uporabljamo računalnik in Brailleovo vrstico. Brailleova vrstica je naprava, ki se jo priklopi preko USB-ja ali Bluetooth na računalnik in nam izpisuje v Brailleovi pisavi vse, kar je na računalniku, pač kaj je v tistem trenutku označeno, tam, kjer se kurzor nahaja, natančno rečeno. Da je pač Brailleova vrstica dela, pa rabimo še bralnik zaslona, v tem primeru je JAWS, ki nam pisavo prevede, pač normalno pisavo prevede v Brailleovo pisavo in da je pač spodaj lahko s prsti beremo na vrstici. Bralnik zaslon uporablja tudi govorne sinteze. V tem primeru bomo pogledali, imamo slovensko. S pomočjo sinteze in Brailleova vrstica si pač slepi olajšajo, da mogoče določena dela delajo hitreje. Recimo kakšen tekst, ko se pregleduje, da ga sliši in bere. Ker je mogoče, če je daljši tekst, se slep s prsti bere bolj počasneje, če pa še posluša, pa gre pač stvar hitreje. Tako da zdaj bomo pa pogledali primer, kako iti na internet. Zagnal sem internet. Tudi v drugih programih je nam bralnik zaslona, JAWS, omogoča z bližnjicami, da se mi hitreje pomikamo po strani ali karkoli pač v tem trenutku delamo. To bomo tudi prikazali, ker recimo imamo kar nekaj teh bližnjic, zdaj se bom pomaknil na stran od Zveze slepih. Za primer. Ker nas zanimajo, danes nas bo zanimale novice, ki so gor objavljene, bomo, da ne gremo z smernimi tipkami, ker to je osnovna navigacija po spletni strani, ali pa tudi tabulator nam omogoča, ker preskakujemo od elementa do elementa. Imamo tudi hitrejšo navigacijo, v tem bomo kar šli z headingi, se pravi, v tem primeru pritisnemo črko H in smo takoj že na novicah. Se pravi, če pa zdaj, dam pa še primer, da prižgemo kontra šlo. Takole. Prosto delovno mesto pokliče osebni asistent Maja Mrdion. Radni pregled od 6. januarja do 6. maja 2025. No, se pravi, Zveza društva slepih in slabovidnih Slovenije, Ljubljana, Groharjeva cesta 2, posebni asistent oklepajmo posebno Se pravi, za zaklepaj. kamor se postavi kurzor, nam takoj računalnik prebere, se pravi, govorna sinteza, da v zvočni obliki prebere to, kar je pač napisano. Isto pa hkrati istočasno vidim hkrati tudi v Brailleovi pisavi spodaj. Tako da lahko pol preverjam, tudi tekste lahko preverjamo, popravljamo, pač tam poslušam, tle pa preberem, da imam dvojno kontrolo, da vidim, kako je tekst napisan, da se lahko sproti tudi popravlja. Tako kot smo že omenili, imamo veliko teh bližnjic, ki jih nam omogoča bralnik zaslona. Se pravi, H smo rekli za heading, recimo, če hočemo samo grafične elemente, imamo G. Če vemo, da moramo neko tabelo poiskati na spletni strani, se pritisne T in smo takoj naskočili na tabelo. Tako da to so samo enih par teh bližnjic, ampak teh je še več, tako da si kar s tem pospešimo delo, da smo lahko relativno hitri po internetni strani.